Današnja tema je vikend iger v Izoli, oziroma uradno je pogovarjamo se o vikendu družabnih iger za slepe in slabovidne. To je en program, bo mogoče Nastja malo več povedala, žal Sanje ni z nami, Sanja Kos je bila ena glavnih, ki je pri tem organizirala in skrbi za igre. Smo bili petek, sobota, nedelja smo bili v Izoli v našem domu vdiha, ker smo igrali cel kup iger in se imeli fajn, ne. To je spet eden dokazov, da so pač družabne igre je nekaj, kar pravzaprav pogrešamo vsi, ker gre za družabnost, izmenjavo izkušenj, prijateljevanje kot take, kar je v tem dveletnem pokoronskem oziroma medkoronskem času smo kar nekako pogrešali, ko smo se zapirali sami vase in ko smo imeli tisto distanco meter pa pol ali pa še več, a ne. Nastja, daj ti za začetek, ti dam besedo, pa malo povej, kako smo prišli na to idejo. Ok, Dušan, hvala. Zdaj sem se malo nasmejala, ko si me spet poklical šefica. Ti mene vztrajno kličeš šefica, ampak v tem primeru, zdaj na tem vikendu, moram reči, da res še zdaleč nisem jaz zaslužna za njega, da je spadlo tako, kot je, ampak kombinacija vseh sodelujočih, nas, ki smo to organizirali, se pravi, tudi ti, Dušan, tudi Boštjan je bil zraven, Sanja Kos, ki je že od samega začetka igre pač predlagala, tudi ugotovila, katere igre bi lahko prilagodili, pa seveda Samo in Jelena, ki smo jo povabili k sodelovanju in sta bila pač glavna moderatorja in predlagatelja iger. Zdaj ta ideja o tem je nastala pravzaprav, mislim, da pri eni malici, ko je Dušan predlagal, kaj če bi mi pa igrali igre, družabne igre, in jaz sem rekla, ja, seveda, super, in potem je kar nekako spontano pač datum smo določili, ideja se je razvijala dalje. Povod za to, mislim, da je bil Sanjin Monopoly. Ne vem, ali je Sanja že to kdaj predstavljala ali še ni, škoda, da je zdaj ni tukaj. Sanja je popolnoma prilagodila Monopoly za slepe, s tem je imela ta projekt, je kar nekaj časa je trajal, tudi finančno ni bil, je bil kar pač, je bilo še kar drago, no, vse to prilagoditi. In potem smo pač rekli, okej, če lahko smo to prilagodili, kaj če bi prilagajali še kaj drugega, pa mogoče ne takšnih iger, da bi potrebovali neko res težke prilagoditve, ampak preproste igre, no, in takšne igre smo potem za ta vikend tudi izbrali. Zdaj moram še povedati, da je vikend potekal tudi v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije v okviru njihovega projekta Poveži in reaktiviraj skupnost. Ta projekt je bil financiran iz sredstev Evropske unije in so nas tudi pač finančno podprli in so nam omogočili obisk stand-up komika, ki je bil tudi del programa našega vikenda. Kaj smo pa delali? No, v petek smo se zbrali, z večerjo smo začeli, potem, kot sem rekla, smo imeli nastop stand-up komika, v soboto smo pa namenili dan igranju družabnih iger, dopoldan, popoldan, udeleženci so bili kar zagreti. Slabo se sliši. Slabo se sliši? Ne, med se vredo sliši. Vsaj pri meni. Ne, kar nadaljuj. V glavnem, ja, udeleženci so bili zagreti, bom rekla, pač iz omizja do omizja smo se premikali, na vsakem omizju, pri vsaki igri je bil pa moderator. Sekunda, grem, samo malo. Dobar, kar nadaljuj, Nastja. Ok, tako, no, v glavnem, potem smo tudi nedeljo nadaljevali z igrami, pa seveda s sproščenim druženjem, ki ga je bilo na tem vikendom res veliko. Imeli smo 3 harmonikaše, prisotne nas je bilo pač več generacij, se pravi, najmlajši udeleženec je bil 22, najstarejši mislim, da je bil nekaj čez 60.
Tako da je bil res lep primer nekega medgeneracijskega sodelovanja. Tudi Dušan mi je rekel na pogovoru, da že nekaj časa ni bilo take mešane skupine, ne Dušan? Ja, res je. Ja. Jaz se ne spomnim, da je bil gledaj v zvezi taka mešana skupina. No, tako da jaz sem pač prišla domov res s takimi pozitivnimi vtisi, jaz upam, da tudi udeleženci, se jih je danes kar nekaj z nami, pa bodo povedali. In res upam, da bomo ponovili, da bomo prilagajali še več iger, da bomo prilagajali tudi igre, ki bodo popolnoma prilagojene za slepe, da jih bodo lahko čisto sami igrali, se pravi brez moderatorja ali česarkoli. Čeprav se mi zdi, da moderatorji so dali neko pač piko na i za neko boljšo vzdušje, za boljšo motiviranost. Tako da to vsekakor je bila dobrodošla okrepitev našega vikenda. Ja, jaz mislim, da smo moderatorji bili potrebni, ne, moderatorji smo bili Nastja, Boštjan, jaz pa v bistvu Jelena pa Samo, ne. Zdaj, moderatorji smo bili potem zato, ker igre so bile relativno nove in smo mogli nekako jih ljudi seznaniti s tem, ne. Zdaj, jaz bi predstavil Jeleno pa Samota, tako malo na hiter. Mene sta predvsem očarala, ko se spomnim, ko smo se dobili na sestanku, ko sem jaz vprašal, a videl sta pa iz Črne luknje, ne, to je pač ena trgovina, kjer prodajajo te igrače, ne, in je Samo rekel, ne, midva sva družabna. Ne, ker namreč pri teh namen družabnih iger je, a ne, Jelena, da v bistvu, da se družimo, da se pogovarjamo, ne pa da tekmujemo. Ja, moram se najprej zahvaliti, no, da ste nas povabili v vaš krog, nam razkrili vaš svet. Ja, je v bistvu iger, da smo družabni, pa da najdemo te neke nove načine, kako se lahko povezujemo preko igre, no. To bi po mojem znal bolj Samo povedati, ker jaz sem pač tista, ki pride zdraven, in Samo je tak strokovnjak za igre, tudi mene uči. Moram reči pa, da jaz lahko rečem, da v povezavi s to družbo Diamant, ki smo jo igrali, moram reči, da mi je bilo zelo fajn raziskovati, kam gremo vse na pot, tako da mi je bilo fajn. Zdaj mi je bilo tudi tak občutek, ko smo začeli, ko smo se odločili, vedno se odločaš pri tej igri, a greš noter ali ven, in mi je bilo fajn, mi smo se odločili noter iti skupaj na Zoom, tako da smo tisti, ki ste jo igrali. Vidim, da niste jo čisto vsi igrali tle, ne? Super je bilo. Gremo not, ne? Not. Ja. No, Jelena je plesni multikulti, bomo rekli, ima svojo plesno šolo, kaj že, Plesna noga, ne? Ja, Plesna noga, ja. Ja, fotografira, mentorica je plesna, oziroma koreografira, producira, nastopa, tudi poučuje preko Zooma, ne? Tako da nočna ptica verjetno, a ne? Ja, to je zaradi študija, ker sem ga začela, zato me ni bilo na harmoniki, ker sem mogla biti na študiju, ampak ja. V redu. Samo se slišva? Ja. Samo je pa v bistvu ustvarjalec, pisec, kritik in pa seveda velik fanatik, kar se tiče iger, a ne Samo? Mislim, sem gledališki kritik, kar se iger tiče, pa nisem tak strašen, mislim tako, se pravi, bil sem v društvu Igrolog, ki ga zdaj ni več, še prej v nekih drugih skupinah, skratka, organizirali smo dogodke iger za odrasle tudi za 150 ljudi. Jaz sem vodil delavnice otroških iger na osnovnih šolah, zavod Mladi zmaji, se pravi, ne vem, od 6 do 16, recimo, plus minus. Nisem pa toliko fanatik, ker hobi, se pravi, obstaja hobi igranja družabnih iger, ki je zelo nedružaben, ki je zelo osredotočen na kupovanje vedno novih in novih iger, ki so zelo nedružabne. Predstavljajte se tako, da rešuješ
davčno napoved, no, tako približno zgleda, pa vsak sam pa primeraš rezultat. In zato pač pol, ko ste me vi povabili, meni je zelo fajn, enkrat smo tudi imeli neko delavnico za LGBT skupnost in je fajn, ko prideš v neko skupino, ki je skupnost, se pravi, da ima socialne stike, ki se mi zdijo v bistvu pomemben del igranja iger, ne, ker potem je jasno, da nismo tukaj, da tekmujemo, ampak da se imamo fajn skupine. Ok, hvala. Mitja, ti si rekel, da se ti mudi, Goran, takoj ti bom dal besedo. Ti si rekel, da se ti mudi, ker imaš tekmovanje. Dej ti povej, kako je se tebi zdel ta vikend, oziroma kaj ti je bilo recimo zanimivo ali pa pozitivno. Ja, kar se mene tiče, tako bom rekel, ne, meni je bilo ful dobro, res je bilo super, ker prvič je bila družba, drugič pa tudi ta, bom rekel, moderatorstvo teh iger, moderatorji Jelena samo, tudi Boštjan konec koncev, vse je bilo ful v redu. Všeč mi je bilo, ker si se dejansko lahko udeležil kjerkoli teh iger, se pravi, si hodil od mize do mize in nikjer mi ni bilo dolgčas, no, meni je bilo ful v redu in tudi za slepe je to zelo fino, ker smo tudi sami lahko probavali stvari, ne samo tako pač, prav videlo se je pač, da so bile stvari označene v brajsi in je bilo zelo dobro, ker ponavadi je pri vseh teh igrah tako, ne, pač videč lahko dela in potem slep samo govori, kaj ne naredi, tukaj pa dejansko smo sami delali, ne, precej. Mislim, lahko bi sicer še več, a ne, ampak ja, če pač iger ne poznaš, je zelo fino in jaz moram reči, da sem se izjemno zabaval, no, meni je bilo super. Kire igra ti je bila pa najbolj všeč? Ma ne morem izpostaviti ene posebej, pač z Jeleno gremo not, ne. S tabo, Dušan, smo imeli tiste nepremičnine, ti si je bilo tudi super. Zelo dobro si mi so razlagal, ja. Samo tam smo imeli tiste črne scenarije, tam smo se tudi ful zabavali. Kaj ne rečem? V redu je bilo, super je bilo, no. Jaz sem ful užival in upam, da bo še kdaj tak vikend. Mislim, oziroma, da jih bo več, no. Da ne bo samo enkrat na let. In kar je v bistvu najbolj važno, je to, da se zdaj te igre da tudi sposoditi na zvezi, kakor sem jaz izvedel. Tako da, če kdaj kam gremo in tako naprej, se lahko to sposodi in je to super, no. Tako, kakšen dež je zelo v redu, ker res so vse stvari označene. Malo mi je sicer žal, da nismo Monopolija imeli, mislim, da ga nismo predstavili, ker jaz sem ta Monopoly videl, ki ga je Sanja prinesla v knjižnico pokazati in moram reči, da je res fenomenalna zamisel in je super narejena zadeva, no. Tako. No, ko Monopoly smo rekli, da ga nekako ne bi igrali, čeprav bi bilo fajn, ker Monopoly zna trajati zelo dolgo, ne. Ja, tudi celo noč. Ja, jaz se spomnim, mi smo Monopoly smo igrali enkrat za novo leto od 10 zvečer do 4 zjutraj, ne. Ja, mi tudi. In zdaj rekli pa smo, da bi na tem vikendu, da bi čim več teh iger sprobali, da bi nekako, da ne bi samo, ne. Enaš, Dušan, jaz sem predlog, da narediš še en vikend Monopolyja, ne, in spet v Izoli, tako da hudega ne bo, ne. V redu, ok, hvala. Če lahko samo vskočim noter, zdaj, ko se o Monopolyju pogovarjamo, Sanja je rekla tudi, da bo eno tako predstavitev pripravila, da boste lahko potem pač sami videli, na kak način ga je prilagodila. Pa ko ga bo, jaz mislim, da bomo to tudi objavljali na spletni strani, pač je v planu, da se predstavi podrobneje. V glavnem, no, tako da res, jaz sem ful užival, meni je bilo fantastično, zdaj pa se bom počasi poslovil, ker sem v tujini, na Štajerskem, v Mariboru in imamo zdajle priprave na Evropsko prvenstvo, tako da bom mogel počasi iti na trening, še zadnji 3 treningi do Evropskega prvenstva, tako da, ne, to je to. Ok, Mitja, hvala ti, hvala, da si počasil, želimo ti, da bi zmagal. Se bom potrudil, ne. Boste imeli malo miru zdaj v knjižnici, tako čez 14 dni. V redu, Mitja, ok, pogrešamo. Živjo. Srečno, Mitja. Goran, ti se voziš, a ne, pa že prej si roko dvignil, predno naštejemo igre, katere smo igrali, pa še Goranu besedo. Izvoli, Goran. Goran se namreč javlja iz Srbije, ne, tako da povemo. Izvoli, Goran. Lep pozdrav iz jugovzhodnega Balkana. Jaz lahko rečem, da igre v Izoli so bile odlične. Hvala
Malo prekinja. Ki so pač skrbeli in nam omogočili vse to, pač, da se izvede. Meni je bila najboljša igra od Dušana, pač, ker je imel odlično predstavitev, tudi druge igre so bile. Prekinja, ne slišimo te, da še ponovi še enkrat, Goran. V Srbiji imajo internet To je to. na Ševape. Halo. Predlagam drugače za bodoče, da se kakšen dan dal podaljša to, pa res enkratno še enkrat. Ok. No, prej sem pozabil vprašati. Peli za odlično čutijo v Izoli. Hvala, Goran. Prekinjate, tako da smo te razumeli, malo ne, ampak dobro, vse približno vemo. Zdaj, Nastja, a bi ti mogoče naštela igre, katere smo imeli? Jaz sem imel une črne scenarije, pa te nepremičnine for sale, potem še kaj smo imeli? Ja, imeli smo še igro Cash and Guns, igro Diamant, se pravi, ti si imel for sale, jaz sem imela igro No Thanks, zraven pa smo imeli še črne zgodbe, to je pa pravzaprav igra, kjer se ugiba nek scenarij, pač imamo zgodbo in potem ugotovimo, kako se je to zgodilo, se pravi, pač povezuje več igralcev hkrati. Ta pa ni potrebna nobene prilagoditve, to pa. Pravzaprav se te igre dobijo v knjigarni Felix za čisto pač poceni denar, sem jih tam kupila in lahko vsak jo kupi in ne rabi nič prilagajati. Zdaj, kar se tiče iger, mogoče, če samo kaj več pove o vsaki igri, jaz pa lahko tudi dopolnim še, oziroma se tudi samo ve, kako smo prilagajali posebej vsako igro. Ja, že ko sem bil povabljen, sem razmišljal pač, katere igre so prvič dosti enostavne, se pravi, da je poudarek res, da se družimo, da ni ogromno enih pravil, ker recimo, ko smo imeli Cash and Guns, ko ima malo več pravil, no, to je malo pravil, to je še vedno malo pravil, kolikor jih lahko pride. In drugo, da se mi je zelo zanimivo, da bi bile tiste igre, ki so mogoče malo bolj vezane na govor ali pa na neko družabno dinamiko. Potem smo pa prišli, potem sta bila pa Sanja, pa ne vem, kaj je bil še kolega. Toni, tako. Ki sta pač povedala, tako da jaz sem prišel z enim ogromnim žaklom, ne vem, kako sem noter, 10-15 iger in pa smo pač šli nekaj čez in pa smo rekli to ja, to ne. Tako da kar smo ven prišli je, se pravi No Thanks oziroma Geschenkt, ki je taka enostavna dražba, kjer nočeš dobiti kart. To sem predlagal, ker vem, da je zelo enostavno, ker moja tašča se iger noče učiti, to pa se, pa me tudi premaga stalno. Tako da ta. Potem For Sale, oziroma igra, ki sem jo imenoval včasih, da je to kot Monopoly in poker v 20 minutah. To, kar je Dušan moderiral. Diamant, For Sale je tudi dražba, se pravi, For Sale je igra nepremičnin, najprej dražimo, zabajte, pol jih pa prodajamo, se pravi, delamo se, da smo Jankovič. Diamant je igra, je pa bolj kot ena taka kolektivn blackjack, kjer vsak dan gremo v row in probamo nagrabiti diamantke. Jaz, ko imam na otroških delavnicah, je vedno kot nek tak TV show, nek strašen žur, ko mulci padajo noter. In pač to igro je bilo tudi pravzaprav najmanj prilagajanja potrebnega, rabi pa moderatorja. Potem smo šli pa še na Cash and Guns, se pravi igro, kjer meriš penaste pištole eno drugega in pač malo blefiraš, ali pa ne. Kljub kompleksnosti se mi zdi, da tukaj se je malo videl, da je mogoče za kakšne bila malo preveč konfliktna, no, tako to bolj si se imamo vsi radi, pa smo skupaj, ampak za kakšni so bili pa zelo navdušeni, no, ampak to smo nekako tudi vedeli, ko smo šli v to. Črne zgodbe sem pa pač slišal za njih, sem jih predlagal in ja, a ni čisto res, da so brez prilagoditve, se pravi moderatora bi videti, no, ostali pa ne, tako nekako. Ja, dajmo povedati, ne, črne zgodbe, ne, so pač črni scenariji. Jaz sem bil enkrat moderator tega, je pač pride ena situacija, ne vem, samo Kiro ćemo povedati, da ne bo preveč bizarno za črni scenarij.
Recimo to, ko je človek bil obešen, a ne, in od spodaj je lužica, a ne, in potem smo ugibali, kaj se je pravzaprav zgodilo, a ne. No, in potem druga zadeva je bila, kako so lahko sorodniki pojedli babico, a ne. Recimo, to so take malo bizarne zgodbe, ampak je en tak lep scenarij, ko ljudi ugibajo in se pogovarjamo, a ne. Ja, si hotel kaj reči, Samo? Ja, mislim, jaz se te igre spomnim še, ne vem, iz srednje šole, ampak ni bila tako kupljena, preprosto je bila stvar, ki je krožila med ljudmi, ne. Pač mi smo vedeli, ne vem, za 2 ali 3 scenarije, kleh pride 50 v škatli. Ja, se pravi, pride scenarij in potem ljudje lahko moderatorja, ki ve, zakaj gre, sprašujejo, on pa lahko odgovarja, oziroma ona, samo z ja ali ne. Ali pa malo že namigne, če se ljudje preveč zgubijo, no, to pa pol stvar freestylinga. Tanja, se slišva? Tanja? Okay. Ja, prosim, mogla sem mikrofon vklopiti. Ja, saj prav, da si sklopila. Tanja, tebe sprašujem, kako je tebi bilo, pa a ti je bilo všeč, glede na to, da smo bili tako, bi rekel, starostno pisani? Ja, v bistvu, jaz najprej bi se res zahvalila organizatorju tega dogodka, ker se mi je zdela ideja ful dobra in moje mnenje je, da bi bilo to treba še ponoviti, pa da bi mogoče lahko še kakšen dan podaljšali, ker dejansko je bila izbira iger kar velika, no, in da res vse osvojiš nekako in tako se mi zdi mogoče, da bi bilo fajn, da bi se še kakšen dan podaljšali. Všeč mi je bilo predvsem to, da so bile to igre, za katere še nikoli nisem slišala, za nobeno izmed teh iger. In v bistvu tudi zelo je bilo fajn, da je bil moderator zraven, zaradi tega, ker se mi vsem zdi, da je mal dal neko iztočnico in v bistvu je vodil zadevo skozi do konca, tako da se ljudje nismo zgubljali. Tako da, ne vem, no, meni je bilo res mi je bilo zelo všeč. Zdaj, da bi rekla, katera igra mi je bila najboljša, težko rečem, ker je bila vsaka po svoje zanimiva. Pač pri vsaki v bistvu je bilo zanimivo to, da je bilo vse nekako smerjeno v to, da smo se povezovali med sabo in da je bilo res v bistvu, lahko rečem temu, druženje, tudi v sami igri. Tako da ne vem, no, težko bi zdaj rekla, katera je bila, ampak lahko pa rečem, da tisti, ki niso prišli, da jim je lahko žal, ker je bilo pač res luštno, no. Malo je bilo problem, da državno šel davno, ne? Nažalost se je prekrivalo. Prekrivalo se je, ampak ja, drugače je bilo pa fajn, še dež nas ni ustavil, mi smo si naredili vikend zelo lep. Super, hvala. Biserka, kaj pa tvoje mnenje? Ja, jaz se pridružujem Tanji in vsem ostalim, ki smo do zdaj pač prišli na vrstni red za govor. Vsekakor jaz sem bila zelo presenečena, navdušena, organizacija enkratna, kaj se iger tiče, super. Super, to bi mogli še, tako je Tanja rekla, probati še, da vidijo drugi, kako to izgleda, ne samo človek ne jezi se. Še so res te igre čudovite, ki si jih še v sanjah nisem zamislila, da bo tako prišlo, ven res zanimivo in tudi mentori, ki ste bili z nami, tako kot ti, Dušan, Jelena, Samo in Nastja, lepo ste nas vodili skozi vse te igre, da smo jih spoznavali, da smo se med sabo družili z vami in med nami, da je neko vzdušje prijetno bilo. Jaz rečem prečudovit vikend. Daj mi povej, katera igra ti je bila pa najbolj všeč, pa recimo zakaj? Če sem lahko malo. Meni so bile, jaz edino one strelske nisem probala, s njo pa opazovala. Ostali 3 so mi bile, nekako mi je bila pa najbolj všeč ona, ko je mogoče Jelena vodila. Ni pa to zdaj, da bi zdaj izpostavljala. Tako, vse so zanimive, dobre.
pač mogoče najbolj mi je ona, ko se gre not pa ven. To je tako, mogoče Jelena opazila, ko smo se tudi pogovarjali. In jaz bi si še želela takega druženja, da se še kaj tako pogrunta, kakšna zanimiva družabna igra. Vem, da to ogromno časa gre, tako kot je Nastja rekla, ampak je pa bilo neko res prijetno vzdušanje, to je pa to. Pa tudi harmonikaši so nas razveselili. Ja, smo res imeli, ja, večer. Ja. Goran, povej. Jaz bi sam še se nadovezal na Tanjino izlaganje. V glavnem starostna, starost sploh ni bila pomembna toliko, ker vsi smo našli si družbo prijateljev in vsi smo se družili. Tako da starostna omejitev je res, bom rekel, toliko nepomembna, ampak res vsi smo se ujeli v ta dogodek in organizator, to še enkrat hvala. Ja, jaz se strinjam, jaz sem prej nisem odgovorila Dušanu na tole, ja. Ne, ni bilo super, ni bilo nič moteče, da smo bili tako pisana skupina. Jaz kvečemu to gledam kot nekaj pozitivnega, ker se mi tudi zdi, da smo bili res taka lepa skupina, da smo se zelo dobro ujeli. Nobenega konflikta ni bilo nič, pač res lahko rečem, da ni ta starostna, da ni ta starost, ne igra neke bistvene vloge tukaj, no. Super. Sandi, kaj še ti povedal? Jaz bom pa kar naravnost rekel. No, ti veš, tudi Toni ve, pa mogoče Španka, jaz sem bil na ogromno taborih. Ne sem tvojih tudi tako, drugače, pa moram reči, da mi je bil tale najboljši. Sigurno. Toliko enega dobrega vzdušja, toliko enega smejanja, toliko ene zafrkancije, mislim, da tega ni bilo še nikjer. Meni je bilo res super, no. Ene stvari, ko bi bila mogoče kaj slabša ali pa karkoli, nisem najdel. No. Bilo mi je res super, že dolgo se nisem tako fajn imel. Zdaj, kar se tiče, katera igra mi je bila najboljša, bi kar rekel Diamanti, ker so mi tudi daleč najbolj šli, dokler me ni začel nekdo izmed tukaj prisotnih sabotirati. Pa je pa stvar malo padla. Ampak je bilo super. Okay. Toni, Toni, ti si od začetka bil z nami, povej, kako si pa ti to doživel, tako kot smo te povabili, da bi zraven sodeloval pri nastajanju tega vikenda oziroma prilagajanju iger. Malo povej, kako smo to počeli. Ja, jaz mislim, da je to po dolgem času bil prvi zvezin tabor, kjer ni bilo vprašanja, ali bo dosti udeležencev, ali bo treba odpovedati, ali bo treba kakšne kriterije spremeniti, da nas bo dosti in tako naprej. Po tistem prvem sestanku, ko ste meni rekel, naj malo reklame že takoj naredim za tisti datum, da si ljudje rezervirajo, sem jaz takoj SMS poslal in takoj so spraševali vsi, kdaj, kje, zakaj, kaj bo, bla, bla, bla. Tako da sem velikokrat mogel reči, pač datum veš, vse ostalo pa zveš, ko pride vabilo, zdrž. Boš pravočasno obveščen vsem. Kar se tiče iger, meni načeloma se take igre všeč, ker nisi odvisen samo od sreče, ampak da moraš tudi malo razmišljati, malo kalkulirati, tako da z tega vidika mi je najbolj všeč bila ta z nepremičninami. Smo pa slišali veliko želja, da bi takih taborov bilo več, ne samo eden na leto. Zdaj mogoče je en tak predlog za razmisliti, da bi bilo mogoče res več taborov, pri čemer bi mogoče soudeležba finančna, da ne vem, namesto 10 € 30, pa zato bi imeli 2 ali pa 3 tabore na leto. Dobro, ideja. Kar se tiče iger, bi pa jaz rekel, da se, ne vem, naredi Googlova anketa in potem tam se vidi, katere igre so ljudem bile najbolj všeč. Dve najbolj zaželene igre se da na naslednji tabor, pa še, ne vem, 3 nove zraven. Ja, mislim, pa da se mogoče gleda na kombinacijo iger, ki so odvisne od sreče in od razmišljanja, ne? Da ni samo en žanr, da lahko tudi malo na srečo, ne? Da tisti, ki smo malo bolj na igre na srečo, da ne zvisimo čisto. No, v redu, super. Bomo vzeli to na znanje. Ja, samo izvoli. Tukaj bi jaz malo bi to pokomentiral, ne? To, da so igre na pamet pa na srečo, to sploh ni res, ne? Igre na srečo so tudi na pamet, igre na pamet
Ne? Mislim, samo so različni načini razmišljanja. Ne? Nekje moraš preblefirati druge ljudi, nekje ne moreš sam pametno razmišljati o igri, moraš pametno razmišljati tudi o drugih ljudeh, koliko si oni upajo in tako naprej. Tako da razmišljanje je v vseh teh igrah. Samo V teh je bilo vseh, ampak imamo recimo veliko iger s kartami pa s kocko, ker se danes odvisno samo od tega, koliko bo kocka vrgla. V teh ni bilo, v teh je bilo dosti strategije vseh. Teh pa mi nimamo na delavnicah, to pa je res. Ja. Samo pa Jelena, eno vprašanje. Kako vam je bilo delati z slepimi, glede na to, da je dejansko smo sicer zelo fajn prilagodili igre, ampak vseeno verjetno je pa razlika, ne? Ko ti vržeš tiste karte za slikami na mizo, pa rečeš, evo, tukaj imate, igrajte se, kot recimo tukaj, ko se pač potrebno moderirati, pa verjetno kakšne opise narediti, ne vem, jaz sem pri moji igri, sem rekel recimo Sandiju, sem rekel, Sandi, to je pa tak iglu, oziroma tista škatla, plesniva škatla je, da je nihče ne bo hotel tebe tam na meji imeti, ne. Da je tako malo pokomentiramo, ne. Povej samo, pa Jelena, kako je delati s slepimi pri teh družabnih igrah? Boš samo ti najprej? Ja, lahko je. Mislim, mi smo bili zdaj, normalno, ko imamo mi delavnice, tudi moderatorji skačemo med različnimi igrami, tukaj smo imeli vsak svojo, tako da pač imam jaz neko specifično izkušnjo. Mislim, meni tako prvič cel tabor mi je bil super, zelo sem vesel, da sem srečal celo to skupnost. Tudi meni je pač odprl neke stvari, tako da fajn. Kar se pač tiče, se pravi, čist Cash and Guns, se je izkazalo, da v bistvu deluje zelo v redu z slabovidnimi, če so pač... Pri ljudeh, ki so čist slepi, sem mogel pa jaz tudi v bistvu malo paziti, mislim, Boštjan mi je to dosti pomagal, ampak ja, bilo je malo, hitro smo ugotovili, da recimo kakšen je imel težavo čist prostorsko, sploh usmeriti pištolo v pravo smer, pa smo pač ga bolj samo vprašali, ne, v koga meri, ne, recimo, ne, ampak smo se sproti učili. Jelena? Ja, meni je bilo čudovita izkušnja in tako jaz kot pač plesna učiteljica, veliko delam z vizualizacijo, ne, ker se mi zdi, da to zelo spodbuja domišljijo. In potem v bistvu pač jaz sem pol vključila to vizualizacijo tudi v pripravo na sploh začetek igre, da smo si vedno neki, mogoče mi je bil ta pristop, kako, ja, zdi se mi, da tale vizualizacija in pač tale stik, res sem se počutila, da smo skupaj na potovanju, ne samo na igri, no. To mi je bilo nekako všeč. Ja, pa čutila sem ta, mogoče, ko igramo, recimo, ko smo z otroci igrali, ki niso slepi in slabovidni, tam je dosti neočakanost in pa so vsi grabijo tiste diamantke sami, ne. Tle je bilo pa tako zelo, vsakič sem imela stik z vsakim pri igri in mi je bilo zelo v redu to, no. Pač čutila sem to nekako stik z vsakim, ne. In pač ta neka, ja, pripravljeni smo skupaj, no. Tako da meni je bilo zelo dragoceno. Dragoceno mi je bilo tudi to, da ste nam dali izziv in da ste mene in Samota povabili na slepo kosilo. In mi je bilo, fajn je bilo biti del te izkušnje, kako v bistvu sploh ješ, kako se razvijajo okusi, kako iščeš, najdeš, slišiš. Tako da v bistvu to mi je bilo zelo zanimivo izkusiti in potem imeti pol drugi del iger, no. To mi je bilo tudi fajn. Moram pa reči, da fajn, mislim, da so ljudje imeli tudi fajn, vsaj tako, ko sem igrala z nekaterimi, tako enominutno igro smo pozabili omeniti in to je bilo sicer ta banana.
Tam, ker se lažeš, ne? In v bistvu, ker se lažeš in tudi če nisi banana, trdiš, da si banana. In so tako preprosta pravila, ki v bistvu jih v minuti razložiš, minuto igraš, ampak je tudi en tak način, ki se mi zdi, da smo kar igrali po to igro. No. Ne vem, kdo je, Biserka, vem, da je. Jaz sem. Ti bil Sandi, ja. Jaz sem bila Sandi banana, ne, dostkrat. Tako da v bistvu... Midva sva bila, pa Zala je bila, pa še nekdo je bil. Ja, Zala je zmagala, ne? Ja, Zala je. Zala si je prislužila pijačo na ta način. Dobro znala ga. Super, tako da jaz mislim, da zelo hvaležna in ja, pozdravljam to, da bi bilo še, pa da se še več iger prilagodi. Absolutno. Pa fajn bi, če res bilo od četrtka do nedelje, samo verjetno so tle pač službe problem, ne, se ne drugega. No, bomo razmislili. Bomo razmislili o tem, kako pa kaj oblika, pa kako finančno, no, to je zdaj v bistvu, da smo probali. Zdaj, jaz ne vem, Benjamin, zdaj, a si ti ta naš Benjamin, ko bi z nami dol? Škrab. Ja, pozdravljeni. No, Benjamin, evo, Benjamin je bil pa naš glavni harmonikaš, ti pa Luka sta v bistvu zabavala stvari, oziroma nas večer. Benjamin, kako se je pa tebi zdelo? Meni je bilo super, vse igre super, edin tiste s pištolcami mi je bilo malo, ampak dobro. Ko je bilo treba streljati nasprotnika, tista mi ni bila najbolj po godu. Drugače pa najboljša igra mi je bila pa Nepremičninski agent. Pa Tipanke so mi bile všeč, predstavitev Tipank, ko si mogel iskati pare, kaj ne sodi zraven. Tisto mi je bilo zelo zanimivo. Pa družba, okolje, morje, sprehod do plaže, skratka super. Vsaka vam čast organizatorjem za to in upam, da se še kdaj vidimo. No, vsekakor. Ja, jaz moram zdaj tukaj nekaj povedati, ne, z nami je bila tudi Ina Sulič, magistra, ne vem, specialne pedagogike, ki skupaj z svojim kolektivom, osnovna šola Pier Paolo Virgili del Vecchio, če sem prav povedal, jaz smo to zmeri probleme, ona s celim kolektivom prilagaja tipanke in knjige za lahko branje, tudi v koprskih zaporih ima en tim teh zapornikov, s katerim to prilagajajo. Mi je včeraj poslala že osnutek za Scrabble, se pravi igro, je že rekla, le takole bo to približno izgledalo. Tako da moram reči, da je Ina tudi na naši strani, oziroma sploh na splošno, a ne, skratka, imamo že v delu eno novo igro, tako da jo bomo mogli malo potestirati. Dušan, a Scrabble ali Sudoku? Čakaj, mislim, da je rekla, Sudoku. Sudoku je rekla, pardon, ja. Sudoku je rekla, samo da pogledam, se upravičujem, zdaj po telefonu brskam. V Scrabblu smo namreč res govorili z Ino, zato ker sva pa, tu je eno vprašanje, tudi Nika v chat zastavlja, koliko iger imate prilagojenih. Zdaj, kaj imamo mi na zvezi prilagojenega, so seveda karte, označene z Brajevo pisavo, potem Monopoly, o katerem sem govorila, vse te 4 igre oziroma 4 igre, o katerih zdaj govorimo. Sva pa prejšnji teden s Sanjo tudi Scrabble nabavile in sva že naredile vso idejo, zasnovale, samo izdelati še ga moramo. Tako da tudi Scrabble bomo imeli prilagojen. Pa lahko si boste sposodili, ja. Sudoku je naredila. Evo, zdaj sicer se ne vidi, verjetno ne vem, če vidite, takole je ena taka lesena zadevca, da se bojo gor lahko številke polagale. Ja, tako pravi, da dobimo 2. Tako da je pol to naslednja zadeva, a ne. Ja, Goran, še ti hotel kaj reči, nekaj se oglašaš? Nastjo, za tole karte so plastične ali kartonske?
Čisto odvisno. Nekatere karte smo kar direkt na te originalne kartice iz igre dali. Tisto, kaj pa nismo mogli, smo pa kar kartonske zaenkrat naredili. Vse tisti, ko vidite, bom jaz pokazala majčkeno v kamero, ker imam pripravljeno. Recimo ta igra Cash and Guns s pištoljcami. Evo, to je... Mečkano dali, mečkano boš mogla oddaliti. Aha, oddaliti. Čakaj, ja. Aha, da se malo vidi, ja. Tole mi pa zdaj ne pokaže. Ne pokaže. Glavnem, se bom pa povedala, no, v tej igri Cash and Guns smo imeli denar, vrednosti denarne in smo že na originalne kartice z Brajevo pisavo označili, tako da na tak način smo dali prilagoditev, potem smo na kartonske take pač kartončke smo dali tudi brajico, pa z velikimi črkami smo napisali, recimo, ne vem, besedo bank, 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 smo z velikimi črkami napisali B, B, B. Potem recimo v Brajevi pisavi smo napisali, saj jaz te igre nisem igrala, mogoče če mi sploh samo razloži, kaj tole je, opis, se pravi, opis smo dali v Brajevi pisavi, da lahko vsak pač, ko brajico zna brati, jo prebere. In še potem v povečani tudi pisavi smo napisali opis, da lahko pač slabovidni preberejo. No, na tak način potem kombinacija videčih, slepih, slabovidnih, nekako, da lahko vsi enakovredno igrajo. Potem igra No Thanks, ta pa sploh, nismo niti kupili igre originalne, smo samo na kartončke napisali velike številke, pa z Brajevo pisavo smo označili, pa ene take žetončke, cel kup žetončkov je Sanja dala izdelati, ki smo jih potem za najrazličnejše igre pač uporabljali. Potem pri igri Diamant smo se tudi znašli čisto enostavno, tam sta bile pa dve različni barvi diamantov, rdeči diamanti pa taki beli diamanti, smo pač bili so pa isti neotip, no, iste pač oblike smo bili, sem šla kupiti v eno od teh trgovin za ustvarjanje, pa sem kupila ene druge podobne diamantke, da so bile neotip različne, pa na tak način, no. No, jaz sem pa za moje nepremičnine, ko sem bil, Brane, tako dobiš besedo, jaz sem pa moje nepremičnine, ko sem prodajal, je bilo tako, jaz sem imel od 1 do 30 različnih nepremičnin za prodati, ne. Se pravi, ena je bila plesniva kartonasta škatla, 30 je bila, najdražja je bila pa vesoljska postaja, vmes so bili pa razni od iglujev, WC na štrbunk z srčkom na vratih, pa z namiralnikom za časopis zraven, do razne Bauhaus hiše, meščanske vile, vrta in tako naprej, ne, in potem pač smo to licitirali, vsak je imel 14 žetonov in je potem licitiral tisto največjo karto, če je odstopil ali je izgubil, je dobil pa najnižjo, ne, se pravi, pač glede na kartice je bilo, nepremičnin je bilo pa na mizi glede na število udeležencev pri meni je bilo od 4 do 6 in je potem, ko si te nepremičnine, ko smo prodali, smo jih, mislim, kupili, smo jih pa potem prodajali, ne, tako da lahko rečem, da je recimo so vsi več ali manj dobro zakapirali to igro in da je bilo prav prijetno pol tiste opise, ki smo jih dajali, kaj so jim recimo vila s pogledom na prisihajočo jezero, recimo potem... Nek stolp je bil tudi. Ja, neki stolp, ne. Skratka, prav luštno smo pokomentirali, kako to zgleda in to je bilo, ne, v stanovanje v Dubaju v 97. nadstropju, ne, recimo, in take stvari, ne, tako da je recimo, mislim, da je najbolj od vseh, no, bom rekel, je to igro najbolj zakapiral Mitja. Mitja je to zelo hitro zakapiral in je tudi zmagal v svoji skupini, ker je točno vedel, koliko časa mora dražiti, ne, in kdaj mora nehati. In tako da eni so pač malo manj kapirali te igre, eni malo bolj, ampak imeli smo se pa zelo prijetno, a ne. Tako je. Zdaj bomo pa tamle dali Anji besedo, a ne, Brane. Vse bilo lepo na Brajevem označeno. Ja. No, Brane, boš dal Ani besedo, da bo Anja kaj povedala.
Jaz vam namen povedati. Izvolite. Okay. Izvoli. Pa še Anja potem, če bo želela. Ova, prosti, Brane, jaz sem te. Evo ga, Tako. Prosti. lahko. Izvoli. Ok, sem na vezi. Ja. Okay. Jaz sem zelo veliki zanimanjem poslušal, ampak vidim, da je bil ta potek te petkove Zoom kavice namenjen vam, udeležencem tega vikenda, ki ste delali svoje refleksije, ocene in tako dalje, kako je bilo. Mi, ko pa nismo bili, smo ugibali, ne? Zakaj pravzaprav je šlo. Mislim, meni se cela vrsta vprašanj tu poraja, pa ne zdaj vse vprašanje, ampak sam nekaj od teh kaže, čeprav razumem, gre za take igre, ki potrebujejo moderatorja. Se pravi, ne gre za take igre, ko bi bile prilagojene slepim slabovidnim, ki bi lahko se igrali v svojem domačem okolju. Sem to tako razumel. Ker jaz sem mislil, da bo ta igrani vikend, ko sem videl, mislim, da povedka je bila, ne, da bi iskali tiste igre, ki jih lahko slepi mi potem sami igramo in podobno, ne, da so toliko prirejene za nas, gre pa za take družabne igre, ko potrebuješ moderatorja, sodelavca tukaj, ne, ko sam ne moreš igrati, ne to. Me pa čisto tako iz Firpsa zanima, kako je prišlo do te povezave, čeprav sklepam, slutim, ne, da je bila Nastja poznala Samota in Jeleno, ne, kako je prišlo do te povezave. Toliko res čisto na kratko. Lahko jaz odgovorim? Ja, izvoli, ja. Zdaj, Brane, veste kaj, jaz, ker sem igrala, pravzaprav bi si želela vse te igre spoznati, ampak sem bila moderatorka samo ene, no thanks, zatole vam lahko rečem, da jo lahko slepi sami igrajo brez moderatorja. Popolnoma brez. Samo kartice so in samo žetončke. Mi smo, če lahko jaz skočim, prosti, mi, ko smo prilagajali te zadeve, oziroma ko smo zbirali igre, smo izbirali igre, ki se dajo prilagoditi za slepe. Zdaj, namesto, da bi slepi brali tiste navodila, ki so bila seveda tudi zraven, kot je rekla Nastja, v povečanju tisku in v brajici, smo se odločili, da bomo uporabili moderatorja, zato da bojo slepim to igro predstavili. Bil je tudi namen, da tudi, če bi kdo hotel igrati te igre, bi jo lahko si jo sposodil oziroma si jo lahko sposodi in igrajo, ker igre so tako. Zdaj, da ne bi vsak, v bistvu predvsem za moderator smo se odločili predvsem za to, da ne bi zdaj ljudje tam 2 uri prebirali tiste navodila in te stvari, ampak nekako moderator pač predstavi igro in jo vodi za začetek, čist iz tega razloga, ja. Ker jaz sam sem videl, mislim, smisel tega, ne da bi se zdaj 2-3 na leto dobivali, ker je to zelo zanimivo in tako dalje, vsekakor, vendar da se širi krog tistih igr, ki jih lahko igramo slepi in slabovidni. Ja, se to je tudi namen, ja. To je tudi namen. Lahko sam. Ali ko enkrat osvojiš, ko znaš te igre, lahko slepi sami igrajo. Ja. Moderator je samo zato, da premaga, mislim, da pomaga oziroma da razloži pravila, da jih ni treba brati. In je bolj, da je moderator, sigurno, kot pa da bi sami brali. Ja, nekako lenobo podpiramo, moderatorji. Samo izvoli, pa Jelena, če sem prav videl. Jaz v bistvu bi sam pripomnila, da moderatorji v različnih skupnostih so vedno dobrodošli, da predstavijo igre. Čisto zato, ker tudi lažje potem razumeš igro in vstopiš v njo. Če pa moraš, ker jaz recimo tudi, če meni samo predstavi igro, jo dosti lažje vstopim v njo, ko pa sama berem pravila in iščem to vstopno točko. Zdaj spet odvisno, koliko so zakomplicirana pravila, ampak ko smo prilagajali igre, smo gledali na to, da v bistvu jo lahko potem na koncu samostojno igrate. Tako da tlele se mi zdi, nekatero bi lahko tudi po Zoomu zdaj igrali. Črne scenarije, recimo, Naj povem, recimo, ko sem jaz dobil to igro Nepremičnina, For Sale, sem
sem jo na internetu, sem jo 3 dni igral online, kot se temu reče, a ne, da sem jo naštudiral, celo 2-krat sem celo uspel zmagati. In potem sem šel z velikim veseljem in znanjem v to, da sem prenašal te stvari, a ne. Tako v tem smislu je bilo te stvari, da je ni pač bilo treba brati, ne. Ker jaz sem potem to igro sem toliko naštudiral, da sem je celo, bi rekel, malo modificiral v tem smislu, da sem v eni skupini, ko sem videl, da so malo bolj pripravljeni igrati, pa malo bolj bili tako nekako povezani, sem celo povečal število žetonov, a ne, namesto 14 sem jim dal po 20 in je ta igra trajala namesto 5 minut, namesto 5 minut je trajala res pol ure, a ne, z vsemi tistimi, ki smo imeli veliko žetonov in so lahko licitirali na veliko in tako da. Ampak Dušan, samo ti s prstom žuga. Ja, saj vem, saj samo mi je tudi povedal. Samo povej, no, ajde, beseda je tvoja. Po vrsti, najprej, se pravi, For Sale in No Thanks pa Win-Lose Banana so dejansko prilagojene, ker so kartice in žetoni, tako da so čist prilagojene za slepe, da bi lahko jih igrali sami, s tem, da seveda se nekje dobi pravila, medtem ko Diamant in Cash and Guns pa dejansko nista bila na tej ravni, dejansko rabita moderatorja. To glede Dušana, Dušan, vse te igre so testirane kakšno leto, 2 z vsemi in balansirane, preden sploh grejo v tisk, ne. Tako da so bili, kot si videl, ne, so bili razlogi, zakaj je bilo manj žetonov, zato da igra ne bi trajala pa ure. V skupini sem bila jaz, ko smo povečali žetone, Dušan. No, okej. Pa Katarina, Sandi, Sabina. No, sej jaz stojim pač na stališču, namen teh iger je pač druženje, a ne. Tako da, zdaj čisto vseeno, ne, pravim, je 14 žetonov ali pa 20, v bistvu se imamo fajn. Evo, Mitja se je vklopil. Jaz bi dodal samo še to za moderatorje, ki smo pregovorili. Ja, izvoli. Mislim, da je fajn, da so bili, ne glede na to, so bili igralci slepi, slabovidni, vedeči, ker igre so bile vsem nam neznane in v prvem poskusnem krogu smo recimo šele pravila spoznavali. Ker te marsikdo vprašal, a zdaj lahko naredim to, kaj pa če se zgodi to, lahko naredim to. In če ne bi bilo moderatorja, da bi samo imeli napisana pravila, bi tukaj bilo veliko kreganja. Ja. Ne. Brane, a smo ti odgovorili? Še imaš kako vprašanje? Jaz bi še Branetu odgovorila. Ne, veste kaj, nisem jaz poznala Samuza, niti Jelene. Čisto slučajno, ko smo dobili idejo, sem začela preprosto googlati, pisala sem igranje družabnih iger, klub igralcev družabnih iger, društvo družabnih iger. Na tak način sem v bistvu preko enega drugega društva dobila samo to kontaktno. Ja. Čisto po enem srečnem naključju. Ja. No, Dušan, ko se rekel, glavni namen je druženje. Jaz pa ravno mislim, tisto, kar sem že prej rekel, bi s tem zaključil, da druženje vsekakor, pa se fajn imamo v Izoli in tako dalje, vendar je bil namen tega tudi preizkus tistih iger, ki bi ali se daj pravili toliko, da lahko se potem igramo slepi in slabovidni, zelo da širimo repertoar iger, ki jih lahko mi igramo. Je bil tudi to namen teh iger. Tako je, ja, res je. Mi imamo, sej bo škoda dni Sanje zraven, ker Sanja ima to nekako čez, ampak mi imamo na zvezi kar nekaj iger, in ki so pač jih je možno sposoditi. In potem, ko smo, tako kot je rekla Nastja, smo se tam nekje animalci, smo se nekaj pogovarjali in smo rekli brez veze, da jih mi imamo tamle v omari. Zdaj, če rečeš, da imaš izposojevalnico, moraš seveda tudi neko reklamo narediti. In ta vikend je bil zelo ena taka fajna reklama in tudi tale Zoom kavica je v neke vrste reklama za to, da bojo pač ljudje si izposojali igre, da se bomo več igrali, da se bomo več družili in predvsem pa, da dobimo neke vrste evalvacija je, a ne Nastja? Tako.
Ja, jaz se strinjam z Branetom. Seveda, to je pač namen, da bi prilagodili čim več iger, ki bi jih lahko slepi popolnoma samostojno igrali. Se zato tudi delamo na tem, imamo, se pravim, Scrabble svoja prejšnji teden kupile. To so takšne klasične igre, ampak so bolj dolgočasne, veste, kaj ne rečem. Pač te igre, ko smo jih igrali z moderatorji, so pač bile tudi zabavne, družabne igre, zato tudi so moderatorji bili dobrodošli. Za tisto neko domačo uporabo pa se bomo potrudili. Ja, tudi te, ki smo jih zdaj imeli, da se res čim bolj za navodili opremijo. Mogli smo jih pa preizkusiti na vse zadnje. Saj na začetku, tudi ko smo začeli prilagajati, sva se Sanjo še do zadnjega dne spraševali, a bo v redu, a ne bo. Pač je nek proces, no. Smo pa bolj zdaj, Dušan, praviš za izposojevalnico. Ja, lahko si zdaj tudi to vse izposodite, smo pa bolj, kar se tiče družabnih iger, ne bom rekla, da imamo zdaj nek ogromen nabor tega, smo na začetku, ampak tudi zdaj z gospo Ino, ko bomo sodelovali, ona te igrače, ki jih prilagajajo, vedno podarja. Zdaj se bo lotila Sudokota, tako da tudi to nam bo potem 2 podarila v uporabo za naše člane in se potem kar obrnete lahko na nas oziroma na Sanjo, ki ima to prek. Pa izposodite brez problema. Ina je tudi podarila Črnega Petra, a ne, recimo Črnega Petra je naredila, pa nam ga je podarila. To naj povem, no, še eno zadevo. Zadnjič, ko smo Ino gostili, oziroma Jerneja Kuntnerja, a ne, pri teh Lahko branje, je Ifigenija obljubila, da bo zbrala denar za izid tistih hitrega počasneta, a ne, in moram povedati, da so te ženske, katere predsednica je, da so zbrale 400 evrov in da so že to dostavile Ini, da bo lahko naredila še 11 tistih tipank hitrega počasneta. Tako da je to tudi, moram se pohvaliti, neka humanitarnost petkovih zunkavic, ne, oziroma. Še Dušan, Anja še želi. Samo eno vprašanje, kje kupiš to igro For Sale? Zdaj sem gledala na internetu, jaz tega ne najdem. For Sale, ali koliko je ta? For Sale, ja. Samo, boš ti povedal? Mogoče veš. Ne, samo tako, da mogoče razložim, ne, se pravi, vi se dosti pogovarjate še o tem, kar mi rečemo zelo klasične igre, pač Monopoly, Scrabble, ki so, ne vem, 60-70, tudi več let stare. Dejansko so se v 90-ih so se razvijale, v Nemčiji je bil en boom, ki imajo nagrado Spiel des Jahres in so se razvijale igre namenjene za družino, se pravi, da lahko igra babica z vnukom in da je vsem zanimivo. In to je v bistvu tudi nek ta nabor, iz katerega smo mi črpali, kar pa v bistvu pri nas pomeni specializirane trgovine. Se pravi, mi smo v navezavi s trgovino To je to, kjer tudi fantje in punce, mislim, da fajn svetujejo. Obstaja še spletna trgovina igraj.si, ki pa moraš vedeti, kaj iščeš, ker lastnik, nam neč rekel, pač vse je fajn, ni toliko, da bi toliko pomagal. Operativno. Ja, podobno je s Črno luknjo, da ima to rajš off the record, ko šti montiral. Se pravi, For Sale, kje se ga da kupiti? Mislim, da To je to, ga je nekaj časa imel, ampak to so tudi, se pravi, hobi igre, tih je ogromno in pol so stvari včasih v tisku, včasih niso. Preto je to dobro, ker greš tja do njih in jim rečeš, da je to zanima in oni te povejo, če jo lahko naročijo in kdaj jo lahko dobijo. Tako nekako. Kje je to v tej Črni luknji? Ne. To je to. To je to. To je to. Aha. Hvala. Prosim. Dušan. Ja, izvoli, Joža. Jaz sem pa enkrat zase prilagodil to igro Enko. Aha. Pa še enkrat za enega otroka tudi. Tako da sva z eno žensko igrava to Enko, tako da. Jože, pa se vi tam v domu igrate kakšne družabne igre? Tist meni se zdi, da ni. Ni? Pri nas imajo, kaj se vem, spomin,
zdaj ne vem, a pevski zbor laufa, pa telovadbo, pa take stvari, da bi pa kakšne igre, to pa še nisem zasledil. Aha, v redu. Ampak jaz sem enkrat, kaj svem, ena ženska je imela enko, posla pa pač jaz sem v Brajana napisal, kaj svem, v obratno smer, pa tako naprej. No, pa mogoče bi kdaj, ko bo malo boljše stanje, pa mogoče mi pridemo, ne, Nastja, tja k vam v dom slepih v Škofjo Loko, pa naredimo eno predstavitev, pa nekaj se igramo malo za kako dopoldne, a ne. To bi mogel delovno terapevtko poklicati. Ja, no, seveda, ne, vse to bomo že naredili, ne, ampak da malo probamo, glede na to, da ste naši, bi fajn tudi kako zadevo sprobali pri vas. Ne. Goran, ti imaš spet eno besedo ti dam. Predlog, da v bodoče, da povabimo našo gostiteljico ali kaj je že pač Nova 24, da nas tudi medijsko podpre, kajti take dogodke je dobro tudi, da ljudi vidijo tudi ob strani. Ja, sej, veš, tukaj, ja, hvala ti za to idejo, ne, sej tukaj ni samo Nova 24 tu, vidim, da je prisotna tudi Radio Slovenija, v teh naših kavicah poroča tudi STA, tako da vse smo kar medijsko, smo kar prisotni, ne, tako da bi se vsem zahvalil, ne, ki poročajo o teh naših kavicah in naših druženjih. Drugače pa tako, veš, Dušan, jaz drugače bolj igram to govorečo pikado. Letos bi se sicer mogel iti na to državno prvenstvo, ampak je pač nekdo zatajil v ekipi in je pač samo mogli biti doma. Pikado pa imamo zdaj zaenkrat še v gradu. Zdaj, okolikor kdo še ne ve, lastnik gradu je zdaj občina, ona je izkoristila predkupno pravico do nakupa. Grad je bil ocenjen na 175.000 evrov, prodan je bil pa meni se zdi za 194. No, super. Ampak občina pač vidi, ne vem, projekte, sicer niso povedali kakšne pa kako, ne, ampak s časoma ne bi zaživeli. Kako pa bo pa čas pokazal. No, glih včeraj sem se vozil tam mimo, pa danes se bom tudi, ko grem v Železnike na otvoritev razstave. Tako da, bom pa enkrat, Joža, poleti pridem do tebe, pa bova kako še rekla. Ja, od 21. junija do 1. julija sem v Izoli. V redu, ok, bova že. Ne bova zdaj. Drugač pa, prejšnji teden jaz sem šel v gledališče, vem, da je bilo pa zaseden, tako da ne bi šel, ampak bi bil pa rad z vami, da bi videl, kakšne so te igre. No, super, bomo pa drugič, a ne, Nastja? Ja, neč, jaz počasi bi končal, zdaj še ima kdo kako vprašanje? Zdaj, tukaj eno vprašanje je bilo tudi, če sem prav videl, če bi lahko igrali preko Zooma, a ne? Jaz mislim, določene zadeve bi se dalo igrati preko Zooma, ampak jaz mislim, da je namen teh družabnih iger je zato, da se dobimo, a ne? Ker preko Zooma ali pa online lahko igraš igre, katerekoli hočeš, ampak bistveno tega družabnih iger je druženje, a ne? In se pravi prijateljevanje. Tako da jaz pravzaprav ne bi glih teh iger preko Zooma igral, rajši grem, ne vem, pridem komu domov, pa kako rečemo, pa kak čajček spijemo in potem gremo kot prijatelji narazen, ker tole online je pa tako, ne. Kakšna igra pa je to online? Online, ja, v redu, to je zdaj izraz, da ti ga razložim, to je, da igraš preko računalnika. Doma si, sam si, sedi za računalnikom pred monitorjem in se priklopiš nekje na eno stran in tam ti ta računalnik oziroma ta stran ti da neke naključne tekmovalce. Eni so bolj fanatični, eni so malo manj, in potem pač sam si.
In ga težko premagaš. Kako? Težko ga premagaš. Ja, načeloma se boriš proti takim, ja, ki so cele dneve gor, ne, in to igrajo. Ne. To pa v bistvu pravzaprav ni namen. Ne. Ja, Nika pravi, da se povežeš lahko tudi s prijatelji, z njimi igraš. Ja, to je načeloma je to res, ne. Ampak jaz se s prijatelji, dobro, jaz mogoče pripadam malo starejši generaciji, a ne, Brane, midva sva tukaj že malo siva in malo raje, da se s prijatelji dobimo, pa da igramo, ko pa da se bi online igrali, a ne. Se strinjaš, Brane? Absolutno, pa še nekaj, če lahko. Nika najrajši se oglasi pa pove svoje mnenje, vprašanje pa tako naprej, ne pa da piše, ker mi slepi tega ne vidimo. Ja, no, tako. Niki smo že danes rekli, da naj si kamero zrihta, da bomo jo lahko videli, pa mikrofon, da bomo se lahko pogovarjali v živo. Ja. Smo pa veseli, no, da je z nami, a ne, kljub temu, da ima probleme z stvarmi. Brane, Nastja, tukaj se samo oglašam. Jaz ravno zdaj rekel to, jaz sem vam nekaj napisala. Nekaj sem vam v chat napisala. Čakaj, moj, da pogledam. Bo moja asistentka pogledala. Ja, dajte to. Ok, Nika pravi, da bo delala na tem, da se nam bo prihodnjič pridružila. Ne, v redu, Nika. Ja, v glavnem, jaz pa sem mislil iti, pa so mi zdravila nekaj povečali, pa se je mamica malo bala, ne. Drugače bi prišel, sem pa zvedel veliko zanimivega, tako da fajn, lepo. No. Škoda, da te ni bilo, ne. Res bi se marsikaj naučil. Ja. No, nejc, v redu, boš pa naslednjič, ne. Tako, ne. Biserka, ti še boš pa prišla, ne? Seveda. Jaz res se zahvaljujem kompletu vsem organizaciji in na zvezi in samo Toni Jeleni, res z moje strani vsa pohvala, čudovito, res enkratno zanimivo. Kdo še to ni probal, jaz bi rada, da ljudje to vidijo, da spoznajo še druge igre, ne samo človek, ne jezi se, ne. Sicer pa, ko govorimo o teh igrah, je tudi Quentin preko računalnika, ko imate gor kup igrc za slepe, tudi domine so, 4 vrste in tako dalje. In tam se res lahko igra, ampak dosti boljše v živo, da ti si družiš med sabo, ne pa tako z računalnikom. Lahko igraš z robotom, lahko pa igraš z nekom res, ki ga ne poznaš, ali pa z nekom iz Srbije, pa se pogovarjaš, pišeš, ampak to je čisto drugo, to, kako smo mi imeli. To je bil tako en lep medgeneracijsko srečanje različnih let, a ne, in vsi smo bili med sabo tako, bi rekla, prijazni, potrpežljivi, glasba, vse nas je spremljalo, kar je bilo res lepo. Kuharice so čudovito kuhale, tako da res osebje in vse je bilo res na nivoju. Z moje strani res. No, Biserka, tole osebje si mi pa zdaj vzela iz jezika. Glih to sem hotel reči, da je bila čudovita hrana, da je ta nova upravnica, ali nova, no, zame je nova. Marica je super. Ja, je super zadeva. Pol, ko smo mi šli, sem dobil posnetek, kako je harmonka igrala, ne, tako da mi je bilo žal, da smo odšli, ne. Skratka, tako bom rekel, zdaj bom mal nesramen, pa bom mal provociral. Jelena pa samo, a se vidimo, še vidimo, še bosta sodelovala z nami? Še čutimo. Se čujemo. No, v redu. Dušan. Ja, Fosis. Ja, jaz, ki si zdaj glih kuhno omenil, a ne. Zdaj, če je Marica pač to zrihtova, to bo v redu, pa ne, da bi kakršnokoli negativno
energijo dajal. Bilo je pa obdobje, ko so kuharji, dobro, je prišla bolezen vmes, ampak ki je bil en upravnik, ki je meni se zdi eni kuharci rekel, da jo zdaj ne rab, pa je ona drugje dobila šiht in ni mogla priti, tako da smo imeli v domu krizo, kar se tega tiče. In jaz sem enkrat hotel na enem zboru članov našemu reči, da zveza, ampak mi je prav žal, jaz se opravičujem, sem mislil reči predsedniku, da mečkan skopari, kar se tega tiče, da ni bilo takrat, ampak takrat je bilo res kriza, kar se hrane tiče, mislim, kuhne tiče in tako naprej. No, zdaj je super. Zdaj ste vabljeni, pejte dol v Izolo, super hrana. In je prav, da je prišla ena taka, kakor je Marica, da se zadeve uredijo tako, kot morajo biti. Ona res živi z nami, ne? Tako je družabna, prijazna, neverjetno, vse takih še nismo imeli, vse tudi Miran je bil v redu, pa. Ja. Ampak ona je pa res neverjetna. In postrežba je bila hitra in tako naprej. Ja. No, tako da super smo se Samo kaj imeli. je problem parkirplac, če gre za avtom? Ja, Biserka na tole tim pa takole odgovoril. Zveza je verjetno parkirišča ob hiši prodala in to je napaka. Ne verjamem. Ne, pustimo zdaj to. To ni zdaj tema tega pogovora. Zdaj mi smo tukaj zaradi igre. Ne, sam glih toliko, ne. No, v redu. Mislim, nima smisla, da zdaj gremo v nekaj, ker pol bomo na koncu končali ne vem kje. Skratka, zdaj dajmo počasi končati, ura je 15:11. Mislim, da smo povedali vse, evalvacija je uspela, upam, da smo vam, ki niste bili z nami, predstavili, kako smo se fajn imeli, kakšne fajne igre smo delali. Mislim, da lahko, a ne Nastja, obljubim, da bomo delali na tem, da bomo še nove igre prilagodili, kaj sva že tudi povedala, da bomo se dobivali. Zdaj, kolikrat na leto se bomo dobivali, je pač odvisno od financ in vodstva, a ne? In pa seveda tudi prostorskih kapacitet. To je to, kar imam jaz za konec. Kaj bodo v jeseni zakuhali? Tako, je pa tudi možno. Kaj imaš pa danes teden? Ja, danes teden pa bom povedal, da še ne vem. Namreč mogla bi biti ena gostja, a ne, ki je pa odpovedala, tako da bo zdaj treba najditi neki, je pa če... Dušan, pa moj predlog. Povej. Ki sem ti poslal za nekoga pač povabiti iz uradnih inštitucij. Aha, ja, bomo videli, kaj bo, no, tisti je malo dlje traja, da njegov spostavi neki stik, akle imam v mislih, ne. Potem pa jaz v četrtek poklical, Dušan. Saj boš dobil mail, bomo to zrihtali, ponedeljek, torek bomo zrihtali, tako da karkoli bomo že dobili nekoga. Drugače pa tako, potem 27. mamo se bomo javili z okroglega, se bo predstavljal MDSS Celje s svojim kulturnim dejavnostjo, 3. bo pogovor z Evgenom Bavčarjem, ko imamo teden slepih, 10. je o letovanju, potem bomo pa počasi nehali za letos. Mogoče še bo 17. se mi zdi, da je 17. sobota, ne, junij bo še mogoče kaj, ampak dejansko verjetno bomo tam nekje, verjetno 10. nehali. A potem pa nadaljuje se od septembra dalje, ne? Tako, nekje septembra, oktobra bomo pa nadaljevali, če še z novimi, če bojo še zainteresirani, oziroma če boste še zainteresirani, da gremo še v 3. sezono. Tako je, seveda. Dušan, če bo treba, bomo podpisovali peticijo za. A boste imeli PZK na polovarjih? In to v brajici. Da bodo lahko tipali tudi, ki znajo brajati. No, v redu.
Okay. Jaz bi na koncu samo rada se pač zahvalila vsem udeležencem za taki pozitiven odziv. Pač jaz se tudi trudim vedno nekaj zanimivega najti, neke aktivnosti. Tako da super, da potem dobiš nek feedback, da dobro delamo. Pa seveda samo to pa Jeleni bi se za sodelovanje zahvalila. Pa vsem, ki ste se udeležili, pa vsem, ki ste danes tukaj na kavici. To je to. No, super. 20 nas je končalo kavico, tako da jaz mislim, da je bila tale kavica ena od uspešnejših v zadnjem mesecu, kljub lepemu vremenu, tako da sem še vesel, da še nadaljujemo, ne, ker zdaj je že lepo vreme. Ok, Nika je napisala, ja, cool. No, hvala Nika, lepo zdrav v Kočevje, praviš, upam, da je Kočevje še tudi kakšne pozitivne novice, glede na to, da smo včeraj slišali to tragedijo, a ne? 6 je umrlo. Ja, tako da, ja, nič, to je to. Hvala vam, vidimo se naslednji petek, pa vsem skupaj maham. Hvala vsem. Adio, čau. Adio, čau. Lep pozdrav. Adio. Vsem majte, adio.